Vse bolj smo priča mačehovskemu odnosu države do delovnih invalidov kot invalidov nasploh. Vse pogosteje si invalidi zastavljajo vprašanje, kako naj preživijo iz meseca v mesec, kako naj čarajo, da bodo lahko poravnali položnice, si kupili hrano. Dolga leta delovne dobe, dela, ki je bilo za njih sveto in ki jih je pripeljalo v invalidnost, so po ravnanju naše vlade očitno nepomembna in necenjena, kar se lahko vidi po izplačilih njihovih pokojnin in mizernih dodatkov za invalidnost. Mesečni dohodki, ki jih za svoje dolgoletno delo prejemajo, so daleč pod minimumom. Čeprav je mnenje vladajočih v državi, da je prag revščine nizek, lahko iz lastnega videnja in dela na terenu med ljudmi trdim, da še zdaleč ni tako. Predvsem invalidi, pa še marsikdo drug v naši državi živi, ali bolje rečeno životari, pod pragom revščine, pod pragom minimuma, ki pa bi moral biti, glede na draginjo, bistveno večji, kot je sicer. Delovni invalidi so v naši državi najbolj ogrožena socialna skupina ljudi. S strani države so degradirani na več načinov, in sicer: prvič, nimajo pravice do draginjskega dodatka. Drugič, imajo pravico le do najnižjega zneska letnega dodatka. Tretjič, njihove pokojnine oziroma nadomestila se ne usklajujejo kot pokojnine, temveč kot enkratno usklajevanje socialnih transferjev. In četrtič, v primeru, da so invalidsko upokojeni le 4 ure, od svoje pokojnine plačujejo davek državi. Za stranko Lipa pa je nedopustno, da osebe, ki prejemajo le 4.000 evrov dohodka na letni ravni, državi vrnejo dohodnino. Invalidi, ki niti ne morejo več skrbeti sami zase in si želijo človeka vredne oskrbe glede na svojo delovno preteklost, pa zaradi pomanjkanja postelj ne morejo niti v dom za ostarele. Pa boste rekli, da domovi za ostarele rastejo kot gobe po dežju, kar je sicer res, nihče pa ne pomisli, da se vedno bolj gradijo domovi, ki ne predstavljajo standard, ampak za večino nedosegljiv nadstandard. Kako si naj invalid s skromno pokojnino in še skromnejšim dodatkom za invalidnost poravnava stroške domske oskrbe, za katero pa občine ne želijo doplačevati oskrbnih stroškov, ker gre za nadstandard. Njihovi otroci, ki po 124. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih predstavljajo zavezance za doplačilo domske oskrbe, pa so plačilno nesposobni, ker so njihove plače prav tako nizke in niti njihovim družinam ne zadoščajo za normalen prehod iz meseca v mesec. Kaj ni to nezaslišano? Država pa za takšne domove podeljuje celo koncesije, pa ne le tu in tam, kar bolj kot ne povsod. V stranki Lipa smo mnenja, da je potrebno urediti blaginjo invalidov, pa ne le s podelitvijo statusa, predvsem jih je potrebno zaščititi kot najbolj rizično skupino prebivalstva. Potrebno jim je zagotoviti dohodek, ki bo dosegal vsaj mejo minimuma, ki pa se mora občutno zvišati iz borih 200, 300, 350 na vsaj 500 evrov mesečnega prihodka. Premnogi izmed njih, da ne rečem celo vsi, so svojim trdim delom pomagali graditi temelje naše družbe, ki pa jim daje vse prej kot človeka vredno življenje.